Raba oziroma zloraba alkohola samo na evropski ravni vsako leto zahteva milijon življenj. Seveda so tudi mladi tisti, ki se morajo absolutno angažirati in ozavestiti o problemih, ki jih povzroča pitje alkohola, zlasti če je to nekontrolirano. Kakšne aktivnosti se odvijajo na mednarodni ravni? Poleg tega pa je zanimivo slišati tudi to, kako alkoholna industrija poskuša te aktivnosti nekako postaviti ob rob dogajanja. Tako je, v bistvu mladi se zelo zavedajo te neke škode, ki jo alkohol povzroča. To nažalost zmeri ne pomeni tudi, da se temu primerno vedejo v smislu pitja alkohola. Moram pa reči, da ravno v odnosu do industrije pa teh pritiskov, recimo od tega, da je oglaševanje alkohola zelo agresivno, še posebej na mlade, se v bistvu na ta sporočila mladi zelo dobro odzivajo. To so ravno tista sporočila, ki jih mladi želijo slišati, da potem vseeno dvakrat razmislijo, mogoče pa nekdo z mano manipulira. In v bistvu na tak način se tudi najlažje približamo mladim. Ker načeloma sporočila kot so, koliko je alkohol škodljiv, da bomo zboleli čez 20-30 let zaradi pitja alkohola, so neka sporočila, ki se mladih načeloma ne primejo v tistem trenutku, medtem ko če jim pa sporočimo, da nekdo načrtno želi, da oni posežejo po alkoholnih pijačah, so pa veliko bolj dovzetni do takega sporočila. In to je tudi en mehanizem, s katerim mi v bistvu mlade opremimo z nekim znanjem, zavedanjem, da postanejo tudi sami bolj aktivni na področju alkohola. Seveda se tu že same po sebi postavljajo sporednice s prijemi tobačne industrije. Zato vendarle ponovim vprašanje, kako je mogoče občutiti pritiske industrije, kako poskušajo vplivati na vas? Definitivno so neke vzporednice, vidimo tudi v našem prostoru včasih neke določene pobude, spremembe zakonodaje ali pa blokiranje sprememb zakonodaje, ki bi bile bolj v prid javnega zdravja, ki načeloma neke racionalne podlage ne vidimo, da imajo, in to tudi mladi opazimo. Poleg tega pa, kot sem že omenil prej, se pravi, gre za določene pritiske z vidika oglaševanja alkoholnih pijač, to je še posebej prisotno, potem tudi dostopnost alkohola, ki je v bistvu na vsakem koraku, in pa seveda povezovanje določenih podjetij z nekimi družbeno zelo sprejemljivimi vedenji, kot so šport, dogodki, praznovanja, da v bistvu tudi se spodbuja, da taki dogodki brez alkohola ne morejo obstajati. Tu je Slovenija pravzaprav klecnila pred pritiski, Državni zbor pravzaprav, ko je ponovno uvedel možnost uporabe alkohola na določenih športnih dogodkih. Tako, takrat je bilo zelo jasno, da strokovnjaki so bili v bistvu proti tej zakonodaji, nevladne organizacije so bile proti tej zakonodaji, spremembi zakonodaje, ampak se je vendarle zgodila.